narodi, ki hrepenega čaka dan. Da boder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Tokratni svet Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov je bil razdeljen v 2 dneva. Prvi dan so delegati in vsi ostali udeleženci sodelovali na 3 delavnicah, kjer so spoznavali globalno učenje, celostno grafično podobo združenja in bili seznanjeni z aktualnimi zadevami v združenju. Na jesenskem svetu Združenja 2014 smo imeli 2 glavni točki. To je bil sprejem predloga proračuna za leto 2015. V paket sprememb celostne grafične podobe je spadala sprememba statuta in kasneje tudi sprememba pravilnika o kroju in oznakah v združenju. Resnično sem zadovoljna, da se je članstvo oziroma delegati pravzaprav odločili na tak način. Zadovoljna sem, da so znali pogledati, zakaj je to dobro, da so znali videti neke pozitivne stvari v tem in pravzaprav ne gledati samo na se in neko osebno noto, zakaj je to posamezniku všeč, ampak so videli tisto, zaradi česar smo pravzaprav začeli to delati. Prva stvar, ki se bomo sedaj lotili, je seveda pisanje, natančno pisanje navodil o uporabi celostne grafične podobe. To bo nekako prva stvar. Druga stvar bo hkrati razpisi in povpraševanja za izdelavo raznih elementov, ki smo jih seveda danes sprejeli. To je našitek, dopisni listi in te stvari. Seveda se hočemo transparentno pozanimati in poizvedeti, kdo je najcenejši ponudnik in dobiti najcenejše dejansko rezultate iz tega. Druga stvar, ki sledi, je pa seveda prenova oziroma posodobitev same zastave. Poleg zastave tudi kroja in pa seveda rutice združenja. Svet Združenja slovenskih katoliških skavt in skavtov pa je na področju skavtskega spletnega novinarstva prinesel velik korak naprej. Tako je ekipa Scout.net prvič v živo preko spleta prenašala dogajanje iz Ankarana. Zahvaljujemo se vsem za čestitke, pohvale in spodbude. Naslednje javljanje v živo pa lahko pričakujete iz Dunaja ob sprejemu luči miru iz Betlehema.